za to nalogo dejansko sploh ne potrebujemo avtomobila samo o svoje dobre oči. Ne, pravzaprav rabimo avto, da vam lahko sploh pokažem, kaj imam v mislih. Pneumatike, jasno. Spet je tisti čas, ko nas zanima, kako pridni ste bili z menjavo, ker poletje ni ravno pravi letni čas za vožnjo z zimskimi. Evo, jaz imam že prave, so bili pri Fordu pridni in so jih zamenjali kar namesto mene. No, uporabili so EcoContact 6, ki imajo vrhunske lastnosti pri zaviranju na mokrem z oznako B, odlične so pa tudi pri porabi goriva z oznako A. No in to sta gotovo dve lastnosti, na kateri bodite pozorni tudi vi, ko boste izbirali svoje nove gume. No, pa da zdaj preverimo, kako pridni ste bili pri menjavi. Isto že preverja. Letne. Oba zimske, mislim. Zimske. Ja, ta ima Contijeve gume, ampak ta ima bolj hude gume, pa še bolj hude avto je. Letne, jasno. Jaz bolj šparam, tako da bo tako. Kaj to pomeni? Da imaš poleti zimske gume? Ker jih boš zvozil do konca, ali kaj? Veš kaj, sem njih pred kratkim kupil ta avto, tako da še nisem nič menil. Ok, super izgleda. Zimsko-letne, no. Zimsko-letne, celoletne? Ja. Ok. Pa da jih obravam, pa. Zanima me, če redno zamenjujete letne z zimskimi oziroma zimske z letnimi. Seveda. Zakaj? Ja, prvič zaradi varnosti, pa dolg časa imam ta kompletno, ne? Ja, zaradi tega, ker se preveč uničijo, če ne zimske, ne? Ste se kdaj vozili z zimskimi poleti? Ne, Zakaj nikoli. ne? Ker ste na Primorskem doma? Tudi. Odlično. Opa, lepe, spucane, nove in letne. Ja, spet je skimček, a ne? Sem prav zavohal travo v BTC-u in evo, sem je našel. Rezultat, 39 avtomobilov obutih v zimske pneumatike, skimček, 61 v letne. Kaj pa vem, no? Kak fajn, da me pelješ v Maribor, da mi treba peš, ej. Se greš lahko peš, sam ne vem, če šel v zadnjo oddajo. No, se glih za to. Mislim, drugače bi šel peš. Ni panike, Google pravi 24 ur, ampak zdaj malo treniram, pa to veš tako da. Je v bistvu V glavnem, za zadnjo nalogo imamo Ford Focus Active. Smo ga sicer že imeli na testu, in smo bili nad njim navdušeni, tako zaradi uporabnosti, kot v bistvu samega izgleda. Ja, in s temi plastičnimi dodatki izgleda prav fajn avanturistično. 3 cm je podvozje bolj oddaljeno od tal, kar pomeni, da se bolj suvereno in z manj skrbi zapelješ na kakšno slabo cesto, ne? Pa še malo bolj udobne. Ja, pa pri Fordih na srečo to ne pomeni, da se avto gunca kot kakšna jadrnica. Še vedno zelo suvereno grize v ovinke, tako zaradi podvozja kot zaradi pneumatik. No in sej zato sem pa tudi že skoraj v Mariboru, ne? Zdaj, 2 ovinka pa sva. Jep. Levak pa desni. In imamo zimske, letne, zimske, dvojne zimske, letne, zimske, letne, letne. Zakaj ste jih zamenjali? Ja, zaradi tega, ker so druge pogoji, mislim, za gume, mislim, se bolj izrabljajo in to, mislim. Ja, jaz jih moram, ker sem na Pohorju doma, pa moram. Aha, okej. Pa ste že kdaj poleti vozili z zimskimi pneumatikami? Ja, sem že vozil, ja. Zakaj? Zato, da se ne porabil to kraja. Pa bolj varni, in zakoni bolj varni smo na cesti, ne? Tako. A ste že kdaj poleti vozili z zimskimi pneumatikami? Ko smo imeli Fiesto, te so imela tisto zimsko-letne. Celoletne so bile takrat? Ja. Super, hvala lepa. Evo, za vas pa taka ena turbica Continental, da boste lahko šli malo teč, pa boste imeli kam ključe dati, ne? Hvala! Letne. To. Bodo letne, bodo zimske, bodo letne. Tale ima pa je skimčka gor, zimske. No, za to firmo še niste slišal, zimske. Zimske diplomat, ampak zaradi tega mednarodni odnosi ne bojo nič boljši. Ok, končni rezultat. 100 pregledanih, 41 zimskih in 59 letnih. Kako to boš ti nagreti, naštima? Pa ne mi zdaj gretje štima, če je toplo. Pa če sem sam pogledal, no. Zmer isto, vse sem vedel. Če špilem taksi, so zmeraj ene težave. Danes sem v Novem mestu, čeprav se zaradi sonca počutim, kot bi bil v Kopru, švican, ko ne vem kdo, ampak zdaj bom še bolj, ker bom preveril, koliko avtomobilov od 100 ima zimske in koliko letne pneumatike. Aha, imate celoletne? Da. Ja,
Pa se vam zdi, da so dovolj varne za poletje? Seveda, da so. Pa sam peljam, sud po sud. Aha. Sam sem, ne imam družino, pa kaj jaz vem, da bi rekel, moram. Se pravi, pol so celoletno dobre? Seveda, za mene so. Dobro, gospod, evo, izvolite, ena torbica od Continentala. Ma ne treba. Pa ja, pa kar vzemite, no. Boste šli malo naokrog teč, pa boste imeli kam telefon dati, pa ključe. A to je za ta... Tako. Ne, hvala. To je za mene Lep dan. Hvala. Ja, veš, da sem jih lik danes zamenjal tile. Aha, Dolgo. torej zdaj Continental. Ampak to, ko sem predrl eno, to so une. Celoletne. Celoletne, ja. Aha, se pravi, vi se sploh ne ukvarjate potem več z menjavo pneumatik? Ne, do zdaj sem vedno menjaval. Jaz po zimi itak zelo malo vozim. Pa samo take kratke relacije. Pa če bi mogla kazen plačati, pa razumem. Prav ste se odločili, pa še bolj varni ste. Tako. Ena Continental torbica za vas. Hvala, Tako. pa lep dan. Hvala. Vse bi se jaz tudi podpisal, sama zimske pneumatike pa tega poleti ne podpiramo. Sploh nisem vedel, da te pneumatike obstajajo. Briljantis! Ziher so briljantne poleti. No, tale skimček tule na teh zimskih pa Švica tako jezdele. Mislim, ne morem verjeti. 1, 2, 3, 4 zapored z zimskimi pneumatikami, pa da vidimo, kam ima obutava elektrika. Letno. Ajde 4, veš? Poglej, kako lepo skrbijo za varnost potnikov. Tudi na avtobusu so letne pneumatike. Super! Vroče. Ampak sem pa ugotovil, da so Dolenjci za odtenek bolj pridni pri menjavi pneumatik kot Štajerci. Na 100 avtomobilih 62 letnih pneumatik in 38 zimskih. Še vedno velja boljša, ne? Ja, se vem. In Kranj! Ampak da vidim, kako pridni ste v Kranju. Ful smo pridni. Ja. Videl. Zakaj zamenjujete? Zato, ker je treba, ne? Ker je treba ali ker ste bolj varni? Smo bolj varni. Tako? Ker je cesta razlika polet pa po zimo, ne? Je, tako. A ja? Ena torbica za vas strani Continentala, hvala. lepa. Evo, zdaj pa že nadalje, če vem, da so letne Conti Sport Kontakt, lepe, fine. Praska pa malo manj lepa. Ajde. Letos še nisem. Torej še vedno vozi z zimskimi? Še vedno vozim. Pa se ti ne zdi, da si za tega bolj nevaren? Za sebe in za druge? Ja, pa letos so bile take razmere, da me ni to prizadelo. Aha, bolj doma kot na cesti. Tako. A veš, da sploh ne najdemo znake. Glede na to, da so povsod snežinke, tole ni letna guma. Aj. Ta ima pa ful oznak. Ampak je letna. Zimske, letne, zimske. Fine, ne? Spet te Kelly Family gume. A si predstavljaš, da bi ti skozi pele ono pesem Every Mama Needs a Papa? Opažam, da so navade Slovencev enake ne glede na regijo. Povsod okoli 40% ljudi vozi poleti z zimskimi pneumatikami. Tudi na Gorenjskem, po 100 preštetih avtomobilih, 41 obutih v zimske in 59 v letne pneumatike. Pa še eno torbico Continental imam za podeliti. Je taka fajna, za tek. In nazaj Ljubljana! Mislim, itak veš, da si tu ne, spet le kako vreme, spet bodeš. Ja, na Gorenjskem nikoli ne pada. Ja, Prejšnji teden je sicer vsak dan padal dež, ampak drugače pa res nikoli ne pada. No, gume so zdaj bolj pomembne. Sem pridobil podatke in lani sem imel rezultat 46% zimskih in 54% letnih. Katero mesto se je pa letos najbolj odrezalo? Tisti, ki ste dobro poslušali, itak že veste, kakšen je odgovor. Ostali pa hitro še enkrat gledati prispevek. Oziroma ga najdete tudi na Facebooku Volan. Itak mora sam to odgovoriti. Ja, in med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil tako fino Continentalovo vrečko s krasnimi nagradami. Pa varno za volanom. Ja. A tega si videl tam? Ne bom ti tele vrečke prepustil, nisem ga videl nobenega. Kaj je noter, no? Ne? Še jaz ne bom. To je za našega nagrajenca oziroma nagrajenko. Nagrado torej lahko osvojite, če pravilno napoveste rezultat na Facebooku Volan.